PUK TV, popolnoma uravnotežen program. Glejte, ne bom vam lagal. Situacija ni rožnata. Je temno rdeča na meji s črno. Seveda, če bi 2 meseca nazaj vsi upoštevali PCT pogoj, bi bilo veliko lažje. Zdaj, če bi upoštevali še NNT pogoj, se pravi ne nam težiti, bi bilo tudi lažje. Če bi pa upoštevali še NNPPG, ne nam pod prste gledati pogoj, bi bilo pa že toliko fajn, da bi bilo že skoraj malo neprimerno za tako resno situacijo, kot jo imamo. Torej, zdravstvena situacija je težka, ampak niti pol toliko kot moje krmarjenje med željami vlade in pa željami stroke. Mislim, stalno eni kompromisi, na koncu bo vsi jezni name, a ne? Jaz vizirja ne nosim zaradi covida, ampak ker toliko enih ljudi pluva po meni zadnjih par mesecev, da enostavno robček ne pomaga, a ne? Ampak nismo to zaradi mene, čeprav eni učitajo, da tudi zaradi mene. Stanje je zaskrbljujoče. Postelj ni več. Razen, če kdo iz vlade reče, da so, potem so. Zadeva nas je enostavno presenetila. Epidemija traja komaj 1,5 leta. Kako naj človek v tem času odreagira? Če ne verjamete meni, vprašajte kolege iz služb za pluženje snega z cest. Je vsako leto isto presenečenje, ne? Ampak ljudje tega enostavno ne razumejo. Sicer pa vse je pod kontrolo, tudi če ne zgleda tako. Nekateri so, bom rekel, narobe razumeli moj poziv dijakom in študentom medicinskih strok, naj se vključijo v proces zdravljenja, da je to nek znak panike, da ne vemo, kaj počnemo. Temu ni tako. Naša pravila so jasna. Dijakom do 17. leta tako ni dovoljeno izvajati težjih kardioloških posegov, razen v spremstvu vsaj 2 prijateljev, ne? Študenti bodo morali od četrtka dalje ugašati cigarete, preden se lotijo vseh občutljivih posegov. Bi pa prosil naše mlade zdravnike do 14 let, če lahko nehajo delati selfije z bolniki, sploh če so to starejši ljudje, ker dokler jim vi razložite, kaj je to Instagram story, to traja in izgubljamo dragocen čas. In časa mi nimamo. Denarja pa tudi nimamo, pa ga vseeno talamo, kot da ga imamo. Ampak pri času si pa tega ne moramo privoščiti. Seveda se vedno najdejo kritiki, eni sprašujejo, zakaj vabimo dijake in študente, če imamo pa še kup drugih zdravnikov z drugih oddelkov. Ja, ni čisto tako, a ne? Eni zdravniki morajo biti popoldan na privat klinikah, ja, študent pa čas, a veste, itak večino časa hodi po kavicah. Zdaj je idealna priložnost, da se kaj naučijo. Ja, zastonj praksa, idealna priložnost za nas, ne za paciente. Ampak gledajte, priložnost je priložnost, ne? Kaj pa to recimo, ko smo zvišali plače medicinskim sestram? Ja, to se pa premalo omenja, a ne? Saj bi jim že prej, ampak mi dolga leta sploh nismo vedeli za te sestre, kaj počnejo, a ne? Mi smo mislili, da so to dejansko sestre, pač sestre od nekoga pomembnega, pa so to pri nas naplačeni. Ampak zdaj smo pa videli, da so to resnični ljudje, ki resnično nekaj počnejo in si seveda zaslužijo vsaj četrtino višje plače, ne? Kar je pri njihovi osnovi še vedno drobiž. Ampak gledajte, kdor z malim ni zadovoljen, ne gre v vladu sedeti, ne? Ja, hvala za pozornost, pa veliko sreče, ki boste rabili. Grem nazaj na intenzivni oddelek zdaj. Lejte, ko boste vi imeli kanal, se bom jaz naročil. Zdaj pa sedejte vi na mojega. Je prav? No, evo, me veseli, da se strinjamo.